razlika v postopkih pridelave svežega in trajnega mleka je v temperaturi toplotne obdelave, tako bom rekla. V obeh primerih je to povišana temperatura, ker s tem uničimo patogene mikroorganizme in zagotovimo varen izdelek. Razlika med obema vrstama mleka je pa v tem, da pri sterilnih izdelkih uporabimo višje temperature in s tem omogočimo, da je izdelek trajen in obstojen tudi na sobni temperaturi, ne da bi mu dodali kakršenkoli konzervans. Vse mleko, ki pride v mlekarno, že surovo mleko, analiziramo in sploh ni sprejeto v mlekarno, če mleko ne ustreza kriterijem. Med samo proizvodnjo testiramo, analiziramo mikrobiološko in fizikalne kemične lastnosti izdelkov, prav tako kot vsak izdelek, vsako šaržo dnevno ocenimo tudi s senzoričnega vidika. Poleg tega analiziramo tudi embalažo, ki prihaja v mlekarno, in pa dodatke, ki so pomemben del vsakega mlečnega izdelka. Večina mlečnih izdelkov se prodaja v hladni verigi in zahteva tudi, da imamo doma shranjene v hladilniku. V tem primeru je seveda zelo pomembno, da je ta hladna veriga vzdrževana do konca, dokler izdelka ne pojemo. Če je za izdelek pomembno, na kakšni temperaturi se ga shranjuje, mora biti to na izdelku tudi navedeno, na primer sladoled, da se ga ne sme odtajati, preden ga uporabljamo, da mora biti ta hladna veriga pri -18 stopinj Celzija vzdrževana do konca, ker zamrznjenega izdelka se ne sme ponovno zamrzovati. Pomembno je seveda tudi, da upoštevamo v domačem hladilniku, katere druga živila imamo zraven, da so ti mlečni izdelki dobro zaprti, ker se zelo radi navlečejo vonjev in okusov drugih živil v hladilniku. Uporabno najmanj do predstavlja rok minimalne trajnosti. To je najbolj osnovna navedba datuma uporabe na izdelkih. V primeru, da je izdelek z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiv, torej da obstaja verjetnost, da bo v nekem krajšem časovnem obdobju lahko postal nevaren za potrošnike, rok minimalne trajnosti nadomestimo z rokom uporabe, to je z navedbo porabiti do in navedbo datuma. Po zakonodaji velja, da izdelek, ki mu je pretekel rok uporabe, ni več varen za potrošnika, medtem ko izdelek z rokom minimalne trajnosti se lahko uporablja tudi še po tem roku, vendar je senzorično pač ni več najboljši. Izdelki, ki nosijo znak izbrana kakovost, morajo ustrezati vsaj trem vidikom kakovosti. In sicer, da je mleko pridelano in predelano 100% v isti državi, da je kakovost tega mleka zanalizirana pri proizvajalcih, ter da je časovno obdobje od zbiralnice pa do prevzema mleka v mlekarno manj kot 15 ur. Pridelovalci sami se trudijo, da na licu mesta, se pravi že v samih hlevih, v zbiralnicah, vzdržujejo visoko kakovost mleka s tem, da vzdržujejo visoke higienske standarde, ki so navedeni v zakonodajnih zahtevah. Enako velja tudi za pridelovalce oziroma za mlekarne, da imamo uveden HACCP sistem, to pomeni, da nadzorujemo kritične kontrolne točke v posamezni proizvodnji. Skratka, da vzdržujemo visok higienski standard znotraj celotnega procesa, od sprejema mleka pa do izdaje končnega izdelka.